Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji Aktualno se bomo pogovarjali o notariatu. V studiu pozdravljam Andreja Rozmana, dolgoletnega notarja v Idriji, ki prav v teh dneh zapira svojo notarsko pisarno v Idriji. Dobrodošli v našem studiu. Pozdravljen, hvala za vabilo. Gospod notar, vaša profesionalna kariera je pravzaprav vse skozi povezana z Idrijo. Najprej ste bili sodnik, potem predsednik sodišča, kasneje notar. Prvo izkušnjo z Idrijo pa ste imeli kot gimnazijec, drži to? Drži. Torej, leta 70 sem začel obiskovati idrijsko gimnazijo. Na ta čas me vežejo najlepši spomini. Vedno znova z veseljem pozdravim še nekatere izmed takratnih profesorjev. Vedno mi je bilo veselje srečati profesor Bizjakovo, profesor Kršnika. Zdaj s profesor Grumovo se manj srečujem, ampak to je generacija tedanjih profesorjev, ki je še med nami. In nanje me res veže najlepši spomin in večna hvaležnost, da tako rečem, za tiste prve korake v svet izobraženstva intelektualcev. Ja, kasneje ste bili v tem zadnjem obdobju 26 let pravzaprav notar, prvi notar po ponovni uveljavitvi, ustanovitvi notarijata, čeprav zgodovina notarijata sega še v staro Jugoslavijo. Seveda. Notarijat ima dolge korenine, sega v srednji vek. Seveda pred drugo svetovno vojno je Jugoslavija poznala notarijat. Leta 1945 pa je oblast takratna notarijat ukinila zaradi, da tako rečem, slabih referenc, ki so bile nekako nezdružljive s pričakovanji novih oblasti. Čeprav je zanimivo, da niso vse tedanje po drugi svetovni vojni na novo formirane države ukinile notarijata, recimo Madžarska, čeprav je bila v vzhodnem bloku, je kljub temu notarijat obdržala samo s to razliko, da ga je podržavila. Se pravi, notar je bil na Madžarskem državni uslužbenec. No, na Slovenskem je pa notarijat znova uvedla Ustava Republike Slovenije. Notarijat je ustavna kategorija, seveda primerljiva z notarijati v svetu. Smo del sistema Evropske notarske zveze, ta pa je del Mednarodne unije latinskega notarijata. Latinski notarijat je pač tip notarijata, kakršnega imamo tukaj. Pomembno je to, da so ti sistemi primerljivi in seveda posledično tudi omogočajo pretočnost notarskih listin. Kar pomeni, da so notarske listine v katerikoli od držav Evropske unije priznane potem tudi v katerikoli drugi državi Evropske unije. Zaenkrat so sicer še neke formalnosti potrebne v zvezi s tem, ampak jaz mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bo tudi Slovenija pripuščena tistemu ožjemu jedrnemu krogu evropskih držav, ker ni potrebna pa nikakršna formalnost v zvezi z rabo notarske listine izdelane v eni državi, ki se rabi v drugi državi. Tukaj je pred Slovenijo še veliko izzivov. Namreč na nivoju Evropske unije je bila sprejeta neka uredba, ki ureja evropski sistem dedovanja, ki uvaja evropsko potrdilo o dedovanju, se pravi neko listino, s katero boš ti uredil vse zadeve po umrlem, v katerikoli državi je pač imel premoženje, ne glede na to, kje je umrl in kje je imel pač zadnje bivališče. Tukaj nas čakajo še kar veliki izzivi, ampak jaz sem, kar se tega tiče, optimist in verjamem, da prej ali slej bomo tudi tukaj polnopravni pa polnokrvni člani Evropske unije. Notarji ste pravzaprav nosilci javnih pooblastil. Država na nek način na vas prenaša neke pristojnosti, tako da ni treba vse urejati na sodišču, ampak zadošča vaš strokovni, bi rekel, poseg. Ja, drži. Notarijat je javna služba, kot tako jo opredeljuje ustava. V praksi seveda se pa to izraža v večjih smislih. Najprej v samem postopku imenovanja notarja. Seveda izjemoma takrat, ko se je notarijat uvajal leta 1994, je zakon določil, da prvih 30 notarjev imenuje Državni zbor.
Tako da mislim, takrat tisti, ki smo se pač odločili za to, da poskusimo nadaljevati svojo karierno pot med notarji, smo na razpis se prijavili v državni zbor. No in potem je v državnem zboru bil izveden ta postopek imenovanja prvih 30 notarjev. Naloga prvih 30 notarjev je potem bila, da smo formirali notarsko zbornico. Notarska zbornica je pač zakonom opredeljena asociacija notarjev, ki ima seveda tudi precejšnja pooblastila v zvezi z vodenjem notarijata. Od takrat naprej pa postopek imenovanja vodi minister za pravosodje. Tako je tudi v mojem primeru, zdaj, ko sem se pač odločil, da zaključim pot notarja, je pač sem obvestil Ministrstvo za pravosodje v septembru mesecu, na kar je sledil razpis prostega notarskega mesta v Idriji z objavo v Uradnem listu. Na ta razpis se pač lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, seveda prijavi, na kar sledi potem izbirni postopek na ministrstvu s preverjanjem pač izpolnjevanja pogojev in potem z izvedbo nekega strokovnega preizkusa znanja, izpita, na kar potem sledi pač odločba v našem primeru ministrice o imenovanju notarja. Seveda, ko sem pa obvestil ministrstvo, da se je odločil, da zaključim, sem seveda pa tudi dobil odločbo Ministrstva za pravosodje aktualne, da pač mi z današnjim dnem preneha mandat notarja v Idriji. Zdaj, drugi del vašega vprašanja se pa nanaša seveda na javna pooblastila, ki jih imamo notarji. Ta javna pooblastila se prvenstveno izražajo v tem, da imajo listine, katere izdelamo notarji in seveda praviloma vsebujejo zapis volje strank, imajo posebno dokazno moč, temu rečemo učinek javnih listin. Se pravi, v primeru nekega spora med strankami v zvezi s tistim poslom, ki je bil zapisan v obliki notarskega zapisa, v tem primeru je sodišče vezano na vsebino notarskega zapisa. V tem se kaže učinek javne listine. Ostale listine, in rečemo zasebne listine, so v primeru spora samo eden od dokazov in ti lahko dokazuješ drugo vsebino. Ti lahko rečeš, že res, da je tako zapisano, ampak. Medtem ko pri notarskem zapisu pa ne. Se pravi, sodišče je vezano na vsebino tega, kar je zapisal notar. V tem se izraža pač na moč javne listine in seveda posledično se potem na to veže kar nekaj še zelo pomembnih pravnih učinkov. Mogoče poenostavljeno rečeno, če bi vi meni posodil nek znesek, pa bi midva podpisala posojilno pogodbo, s katero bi se je zavezal v nekem roku ta znesek vrniti z določenimi obrestmi, pa bi jaz potem svoje zaveze ne izpolnil, bi moral vložiti tožbo zoper mene na sodišču, izvesti postopek in šele, ko bi bila sodba sodišča pravnomočna in bi meni naložila, da sem vam dolžan ta znesek vrniti, pa če je še vedno ne bi vrnil, bi vi lahko šel v izvršilni postopek. Se pravi, bi sodišču predlagal, naj zarubi neko moje premoženje, ga proda in s tem vas poplača. Če je pa midva ta najin dogovor zapisala pri nekem drugem notarju, seveda jaz ne morem sklepati poslov zase, pri nekem drugem notarju, kjer bi pa jaz enako podpisal zavezo, da vam v določenem roku ta znesek z obrestmi vrnem in potem ob izteku tega roka tega ne bi izpolnil, vam ni treba tožiti. Greste direkt v izvršbo. Govorimo o neposredni izvršljivosti notarskih listin. No in te lastnosti notarske listine so v poslovanju se zelo uveljavile, tako da večino tistih notarskih zapisov, ki jih pač sklepamo na pobudo strank, se sklepajo ravno iz tega razloga, da omogočajo poenostavljen postopek, če je pač potrebno izterjave. Tretji sklop teh javnih listin je povezan na določene pravne posle, za katere zakon določa, da morajo biti sklenjeni pred notarjem. Tak tipičen primer je sporazum zakoncev o ureditvi premoženjskih razmerij. Ali v zvezi z razvezo, ali ne glede na to. Tukaj zakon zahteva obličnost notarskega zapisa. Tukaj pa iz razloga, ker država daje tem pravnim poslom tolikšen pomen, da je zahtevano, da notar pred zapisom seveda strankam pojasni pravno podlago, pravne učinke tovrstnih dogovorov in zato je predpisana oblika tega notarskega zapisa. Ta ista obličnost je potem še za dednopravne posle, kot je izročilna pogodba ali pa pogodba o dosmrtnem preživljanju, preživitkarska pogodba, spet iz istega razloga, da so stranke izčrpno poučene pred sklenitvijo pravnega posla, kakšne so pravne posledice. In to so zdaj ta tako imena javna pooblastila
in s tem seveda potem povezana tudi odgovornost. In na to pa mogoče za zaključek se pa navezuje seveda pojasnilna dolžnost notarja. Notar za razliko od odvetnika mora skrbeti za pravno varnost vseh udeležencev pravnega posla. Se pravi, potem ko slišiš, kakšna je želja, kakšna je potreba, moraš strankam svetiti ustrezno pravno obliko in seveda stranke poučiti o pravnih posledicah. Zadnji izraz te zahteve je pa potem v tem, da tudi pri podpisu morajo biti vse stranke sočasno navzoče in notar je dolžan pred podpisom listino prebrati, razložiti in še potem sledi podpis. Skratka, kar neka vrsta varovalk namenjena ustrezni pravni varnosti, posledično, pa seveda zdaj, da se vrnemo nazaj na državo, posledično pa seveda je to naj bi rezultiralo in jaz upam, da tudi dejansko je tako, da je manj sporov v zvezi s tovrstnimi posli, ker težko potem ti rečeš, nisem bil poučen, nisem vedel, kaj sklepam. Ja, v vaš delokrog sodijo tudi oporoke, dedovanja, zapuščinske obravnave, do neke mere, tega je kar veliko, ne? Torej, žal zapuščinske zadeve ne. Žal sem rekel zaradi tega, ker moram reči, da sem si vsa leta, ko sem bil notar, močno prizadeval in tudi bil aktivno vključen v prizadevanja, da bi tudi Slovenija spremenila zakonodajo na tem področju. Namreč Slovenija je zdaj izjema od tovrstne ureditve v Evropski uniji. Povsod drugje zapuščinske zadeve urejajo notarji, ne. Edino pri nas so ostale tovrstne zadeve pač na sodišču. Zdaj razlogov za to je veliko, tudi verjetno ni primeren čas, ne prostor, da bi o tem razglabljali, ampak jaz verjamem, da prej ali slej se bo tudi to zgodilo. Ključna prednost reševanja zapuščinskih zadev pred notarjem v primerjavi s postopkom na sodišču je v tem, da ima notar neprimerno širši nabor orodij za urejanje razmerij med ljudmi. Na sodišču se postopek vodi izključno znotraj tega, da se ugotovi, kaj je nekdo zapustil in kdo so dediči. Medtem ko povezano s tem se zelo pogosto pojavljajo pa drugi odnosi, ki jih je treba sočasno urediti med dediči. In tukaj je pa prednost notarja, ker lahko v to vrstno rešitev kompleksno vnese vse okoliščine, ki so za ljudi pomembne. Seveda dejstvo je, da resnici se je dogajalo, da ko je prišlo do zahtevnejših primerov, da so ljudje prišli na posvet prej k meni, da smo tudi oblikovali dogovor, ki se ga odnese s seboj na sodišče, da ga je sodišče preprosto samo povzelo, ampak ni to, kar bi bilo smiselno. In jaz verjamem, da prej ali slej bo to, ker na čelu seveda gledano z velike države, pa bi to seveda pomenilo bistveno poenostavitev postopkov odgovornosti, da rečem države, materialne odgovornosti, manjše število sodnikov bi bilo potrebno. Sodniki bi se posvetili tistemu, čemur so namenjeni, sojenju. Zapuščinski postopki pa niso sojenje. Tako da jaz upam, da bo pač prej se to zgodilo, sicer pa ja, oporoke seveda sestavljamo notarji, kot sem rekel, urejamo odnose glede bodočega dedovanja s temi tako imenovanimi dednopravnimi pogodbami, pa precejšen del seveda poslovanja notarja je vezan na poslovanje gospodarskih družb. Tega ste imeli v Idriji kar veliko, ne? Relativno veliko. Namreč specifika našega okolja je v tem, da se iz časa, ko je pač, vemo, obvladoval gospodarski prostor, rudnik v tem prostoru, se potem stvar nekako nadaljevala s 3 stebri, Eten na Cerkljanskem, Kolektorja v Idriji in potem zadnje Hidrije v Spodnji Idriji. Posledica tega pa je, da je siceršnja zasebna pobuda bila v tem okolju zelo omejena. Če pogledam kamorkoli čez meje naših občin, naj si bo na Žirovsko stran, naj si bo na Logaško stran, posod vidimo bistveno ali pa neprimerljivo več gospodarskih subjektov, ki se na novo vzpostavljajo, začnejo s poslovanjem in seveda rastejo, ne. V Idriji tega praktično ni, ne. Tako da, kar se tega tiče, notariat v Idriji ni primerljiv mogoče s podobnimi okolji v soseščini. Notarji ste tudi nosilci hrambe listin in tudi denarja. V kakšnih primerih pride to v poštev? Ja, vse v smislu večje pravne varnosti pri sklepanju pravnih poslov. Če ponazorim s konkretnim primerom, srečajo se pri poslu ljudje, ki se ne poznajo in posledično si tudi ne zaupajo. Sploh
pogosto pod vtisom rumenega tiska, ne, jih je strah, ko grejo v nek posel, zlasti, če ta posel pomeni za njih enkraten življenjski posel, v katerega investirajo vse svoje prihranke. Ne. Običajno je to vezano pri nas na nakup nepremičnine. In seveda v tem primeru notar lahko ponudi to možnost, da se kupnina položi na notarski depozitni račun. To je poseben račun, ki ga mora vsak notar imeti, ki ne sodi v poslovanje notarja. In kupnina, seveda, ko pa nekdo prodaja nepremičnino, se pa hoče tudi zagarantirati, si hoče zagotovilo, da bo tudi dejansko kupnino dobil plačano. In to obojestransko željo ali pa potrebo zadovoljivo rešuje način, potem, ko se sklene pogodba, uredi potrebne davčne formalnosti v zvezi z njo, se položi denar na notarjev račun, toliko časa, da notar ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za vpis v zemljiško knjigo. Na dan, ko se to zgodi, notar ponovno preveri, da ni zadržkov za vpis in sočasno dela vpis v zemljiško knjigo in prenese denar na račun prodajalca. To je približek temu, praksi sem pogosto strankam rekel, veste, notarjev ali pa pravnikov ne bi rabili, če bi posle sklepali z roko v roke. Ker potem tvega ni. Vse ta sistem pravne varnosti je pravzaprav namenjen temu, da se riziki, ki izhajajo iz tega, da se posli ne sklepajo s sočasnostjo izpolnitve, da so interesi in pravice strank ustrezno zavarovani. Omenili ste odvetništvo. Vaša funkcija notarja s funkcijo odvetnika ni združljiva. To sta dva svetova. Notarji imamo to, kar se tega tiče, zelo strogo omejitev. Z notariatom je nezdružljivo kakršnekoli upravljanje, kakršnekoli druge pridobitne dejavnosti. Ravno zaradi zagotovila, da je notar pri svojem poslovanju neodvisen. Tukaj se veže tudi zgodba o mediaciji, ne? Ja. To je bila tudi ena od mojih dolgoletnih želja, ki se je konec koncev v zadnjem času tudi realizirala. Namreč sposobnosti in veščine in konec koncev znanja mediatorja so notarju zelo, zelo uporabne. Neredko se zgodi, da je potrebno stranke voditi in pomagati pri tem, da pride do sklenitve sporazuma. Zlasti so to seveda najbolj pogosti primeri zvez, ki so razpadle. Zakonske ali zunajzakonske zveze, ker seveda je načelno izražena neka pripravljenost, da se zadeve uredijo z dogovorom, ampak stranke vedno tega same ne zmorejo. In tukaj mislim, da se je notariat dokaj uveljavil, v tem smislu, da se ljudje zanašajo na nepristransko svetovanje. Tako da ja, za časa ministra za pravosodje, ki je bil bivši predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani, ta trenutek se opravičujem, ker mi je priimek ušel, Aleša Zalarja. Takrat smo začutili zelo, zelo veliko naklonjenost temu povezovanju mediacijskih veščin z upravljanjem notariata in tudi na njegovo pobudo takrat kar lep del, veliko število notarjev se je odločilo, da je šlo v izobraževanje za mediatorja, med temi sem bil tudi sam. In dejansko pri delu so mi te veščine zelo pogosto prav prišle. Sem pa ob tem seveda, kot to seveda nepoklicno delo, sprejel tudi naloge mediatorja pri okrožnem sodišču v Novi Gorici za področje civilnih sporov. Tako da sem tukaj pa ohranil en tak konkreten stik z delom sodišč tudi v tem času. Zdaj nazadnje se je tudi pri notarski zbornici oblikoval nov center za mediacijo, tako da bi prav institucionalno imeli tukaj ljudje možnost, da se preko notarske zbornice, mogoče z notarjem, ki ni v njihovem okolju, pa je mediator, ker dostikrat se to zgodi, da ljudje želijo čist k nekomu tretjemu, da dejansko se odstrani vsak dvom, glede nepristranosti, da se bo lahko ponudila kot posebna storitev notarjev preko tega centra pri notarski zbornici tudi storitev mediacije. So te mediacije plačljive? Zdaj, ta mediacija, kakršna je zdaj pri sodiščih, govorimo o sodišču pridruženi mediaciji, to mediacijo plačuje sodišče. In sicer v tem smislu, da imajo stranke 3 ure mediatorjevega dela brezplačno.
Mediator dobi neko simbolno odmeno za to svoje delo, ne me drži za besedo, ampak mislim, da je tam enih 15 evrov za uro, nekaj takega. Tako da je poudarjeno to, da to ni namen zaslužkarstva, ker pač imamo tudi seveda danes že veliko zasebnih centrov po državi, ki se ukvarjajo z mediacijo, ampak ta mediacija je pač plačljiva. Tukaj je povsem druga zgodba. Tukaj je pa predvsem namen to, da se dejansko ljudem omogoči, da z dogovorom rešijo spor, se s tem razbremeni sodišče, pa seveda drugače sprejmeš neko odločitev, ki je tvoja, od tiste, ki ti jo vsili sodišče. In v praksi so te mediacije relativno kar zaživele, čeprav ne še v tolikšni meri, kot bi človek želel. Tukaj mogoče je po tistem začetnem entuziazmu zadeva malček zastala v smislu ustreznega oglaševanja, mogoče ni to prava beseda oglaševanja, ampak informiranje javnosti, ne samo strokovne, ampak laične javnosti o tej možnosti, ki obstaja, da se zadeve na sporazumen način rešijo. V teh 26 letih vaše notarske funkcije se je nabralo zagotovo veliko pisnega gradiva, arhiva. Kaj boste imeli s listinami? Notarske listine se še vedno hranijo v papirnati obliki in zakon določa, da se hranijo trajno. Zdaj, konkretno seveda to pomeni, da imamo predpisane pogoje za hrambo v ognjevarnih železnih omarah. In seveda, ko notar preneha s poslovanjem, potem notar, ki ga nadomesti pač v njegovem poslovanju, ta arhiv prevzame. Prevzem tega arhiva poteka preko 3-članske komisije, ki jo določi notarska zbornica. Seveda pripravi se seznam vsega tega arhivskega gradiva, to se potem preveri in notar, ki potem prevzame poslovanje, seveda prevzame tudi skrb za ta arhiv. V primeru, če notar umre, potem seveda te primopredaje ni možno z novim notarjem, ker teče postopek imenovanja, preden je nov notar določen na to mesto. Za ta čas pa skrbi za arhiv notarska zbornica. Kdo je vaš naslednik? Za notarko v Idriji je bila imenovana gospa Maja Rampre Erznožnik. Prihaja iz Žirov, kar pozdravljam, glede na to, da smo mogoče v našem okolju kar primerljivi s okoljem, iz katerega prihaja, da tukaj ni nekih velikih razlik. Je pa sicer gospa izkušena, mislim, da več kot 10 let je delala kot pomočnica in namestnica notarke v Škofji Loki, tako da bo takoj lahko prevzela delo in nadaljevala. Primopredajne zapisnike ste podpisali? Ne, še to me čaka danes. Zadnji dan. Zadnji dan. Ja. Drži podatek, da ste kot edini notar član Državnega sodnega sveta. To je najbrž častna funkcija, voli pa člane Državni zbor. Ja, drži. Na te funkcije ostajate sedaj tudi? Ja, mandat v sodnem svetu je 6 let, se ne more ponavljati. Sodni svet je sestavljen iz sodnikov, katere volijo sodniki rednih sodišč, in iz, zakon pravi, pravnih strokovnjakov, izmed katerih imenuje člane Državni zbor. Zdaj, postopek imenovanja poteka tako, da pač na neko pobudo se oddajo vloge pri predsedniku države. Predsednik države je tisti, ki je iniciator in vodi postopek. Potem, torej, ko je prišla pobuda strani notarske zbornice, da bi mene predlagali za člana sodnega sveta, nas je bilo, mislim, da 13 predlaganih. Sledil je potem nek ožji izbor, ki ga opravi predsednik države po posvetu z vodji poslanskih skupin v parlamentu. No, in po tej prvi selekciji potem sledi javna predstavitev v predsedniških prostorih. No, in pač v tistem postopku imenovanja nas je bilo potem strani predsednika države 6 predlaganih v Državni zbor in izmed teh 6 nas je Državni zbor 3 imenoval. Mandat je 6 let in, kot sem rekel, gre dejansko za častno funkcijo. Sodni svet je spet organ ustavne kategorije, ustava ga
umešča v sistem delitve oblasti. Je samostojen organ, seveda neodvisen, ključen namen je pa seveda prvič skrb za pogoje, zagotavljanje pogojev za neodvisno sodstvo in drug, ravno tako pomemben del je pa vodenje postopkov v zvezi z imenovanjem in napredovanjem sodnikov. Tako da z veseljem sem potem pač to čast sprejel. Je pa to kar presenetljivo veliko dela, namreč sestaja se sodni svet 2-krat mesečno. Ob četrtkih se sejo začnemo ob 14. uri in običajno traja tam do 20-21 ure. In seveda temu primerno je potem tudi vedno gradiv v zvezi s vsako sejo, tako da to zahteva kar veliko časa, ampak hvala Bogu, zdaj bo tega časa več na razpolago še za to delo. Preko te funkcije boste ostali v povezavi s stroko tudi naprej? Torej, priznam, da ko sem vprašal za soglasje, sem soglasje dal tudi po takem razmisleku, da potem, ko pač problem notarja je v tem, da ko zaključiš, izgubiš pooblastila in ne moreš več delati, da bi rekel, zdaj bom pa jaz glede na leta primerno, a ne nekaj manj dela kot notar. Notar delaš od jutra do večera, ne moreš odklanjati strank. Ne. Vsak drug poklic omogoča nek lažji prehod v status upokojenca, tukaj pa nas tega ni, ne, in jaz se to zavedam, da to ne bo enostavno in mi bo tukaj v resnici v veliko pomoč ta stik, ki jo bom ohranil predvidoma še 3 leta, če ne bo vmes seveda prišlo do kakšnih sprememb. Namreč v praksi se pojavljajo kar resne diskusije o tem, da je bilo treba na novo definirati položaj sodnega sveta v zvezi s postopkom imenovanja sodnikov. Namreč sodni svet je zdaj predlagatelj v Državnem zboru, ko se sodnika prvič imenuje. Potem v postopku nadaljevanja kariere o napredovanju odloča samo sodni svet. Ko pa pride sodnik po karierni poti do najvišje stopničke, se pravi, da kandidira za sodnika Vrhovnega sodišča, se pa imenovanje znova seli v Državni zbor. In tukaj prihaja v praksi do mogoče pretirane politizacije tovrstnih imenovanj in zato so zelo resne pobude, da bi se Državni zbor izločil iz tega postopka imenovanja. So argumenti za, so argumenti proti in zdaj seveda, če bi prišlo do spremembe ustave v tem smislu, da bi vse te pristojnosti bile prenešene na sodni svet, eventualno v kombinaciji s predsednikom države, kot imajo Italijani, v tem primeru bo seveda tudi sodni svet dobil novo težo, bistveno večjo odgovornost in seveda posledično tudi večjo profesionalizacijo. Člani sodnega sveta smo vsi neprofesionalni. Dela je pa veliko, ne, in sedanja zakonodaja ne omogoča, da bi pač to funkcijo kdo opravljal profesionalno. Če je pa prišlo do teh sprememb, je pa treba, kot sem rekel, položaj na novo definirati tega organa. V tem primeru bi seveda verjetno tudi prišlo do tega, da bi tistim članom, ki bi takrat bil v sodnem svetu, mandat predčasno prenehal, kar je povsem razumljivo. Tako da zdaj ta možnost obstaja, ampak to seveda s tem se ne obremenjujem. Ja, od jutri naprej ste upokojenec. S čim se boste ukvarjali? Planine, vnuki, vrt, hiša? Slišal sem, da ste navdušen spremljevalec motorističnega življenja. Drži to? Ja, veste, žal leta prinesejo svoje, tudi neke omejitve, tako da žal motor že kar nekaj let sem imel, ampak nisem pa še zmogel moči, da bi se poslovil od njega. Drugače pa ste naštel dejansko vse tisto, kar sem nažalost zaradi dosedanjega načina življenja moral zanemarjati. V največje veselje so mi 4 vnukinje in bi pač seveda rad odigral vlogo starega očeta, kakršno sem mogoče jaz v mladosti pogrešal, ker tega nisem bil deležen, ker so pač umrli stari starši, preden bi jih imel možnost spoznati. Potem pa seveda dejstvo je, da živim na vasi, posledično seveda je okoli hiše vedno veliko dela, ohranjam eno majhno kmetijo po očetu, ki bo tudi zahtevala kakšno posodobitev, pa vse bo pa seveda odvisno od zdravja in sreče. Ja. Andrej Rozman, želim vam, da bi se tudi po zaprtju vaše notarske pisarne še velikokrat oglasili v naših krajih. Hvala vam za obisk v tem našem studiu in hvala za pogovor. Še enkrat vam hvala za vabilo.
Bi pa izkoristil to priliko, da bi se vsem občanom idrijske pa cerkljanske občine zahvalil za zaupanje in da bi javno povedal, da sem v resnici štel za privilegij, da sem lahko vso svojo poklicno pot od pripravništva do potem kariere sodnika in nazadnje notarja lahko opravljal v tem okolju, v katerem mi je bilo največje priznanje to, da mi je nekdo nekoč javno rekel, no, ti si pa itak naš, kot Idrijčan, a ne. Tako da, ja, to sem štel za privilegij, za kar sem hvaležen usodi, ljudem pa hvaležen za zaupanje in verjamem, da bo to zaupanje v notariat tudi naprej v Idriji živelo. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.